Najlepša hvala, profesor doktor Skrajlovnik, tudi moj mentor pri mojem diplomskem delu. Veliko čast mi je, da sem lahko danes tukaj na tem mednarodnem znanstvenem simpoziju z vami kot tudi aluman Teološke fakultete. Naj vas v samem začetku pozdravim, šalom lekulam, salam aleikum, lepo pozdravljeni. Danes bom torej predstavil svoj prvi znanstveni članek z naslovom Vpliv judovstva na sionizem in moč izraelskih ortodoksnih judovskih strank. Ker pa smo morda v tem trenutku res v nekem občutljivem času, predvsem na Bližnjem vzhodu, ko poteka ta krvava vojna med Izraelci in Palestinci, bi morda izkoristil trenutek za minuto molka, da se poklonimo vsem nedolžnim žrtvam, tako na eni kot na drugi strani, pa storimo zdaj to. Tako, najlepša hvala vsem. Torej, naj uvodoma povem, da bom sprva govoril morda o nekih zgodovinskih temeljih, ki so pripomogli sploh k nekakšnemu političnemu udejstvovanju Judov in tudi razvoja in vpliva judovstva na sionizem kot ideologijo, ki je omogočila nastanek te države. Zdaj, judovsko nacionalno gibanje je slonelo neposredno na relaciji med narodom, religijo in zemljo. Brez judovske verske podlage ne bi bilo mogoče tako izrazito politično udejstvovanje sionistov tako v 18., 19. in še posebej potem tudi v 20. stoletju. Te ideje so zrasle nekako s pomladjo narodov in se leta 1948 tudi dokončno uresničile v deželi Siona in Jeruzalema. Zdaj, po tem kratkem uvodu zgodovinskem bom nadaljeval že s konkretnim prerezom v izraelski politični spekter, kjer pravoverne izraelske stranke v Izraelu najbolj zaznamujeta dve stranki, Združeno judovstvo postave oziroma United Torah Judaism in pa stranka Šas. Gre torej za dve stranki ultrapravovernih Judov z različnim političnim backgroundom ali ozadjem, če hočete, vendar vselej z neko željo po sodelovanju v vladni tako levi kot desni koaliciji v zadnjih letih, predvsem pod vodstvom voditelja stranke Likud in dolgoletnega izraelskega premierja z najdaljšim stažem v zgodovini judovske države Benjamina Netanjahuja. Z osvetlitvijo vseh teh pomembnih vplivov teh strank na tudi družbeno-politično klimo si bomo skušali torej skozi mojo predstavitvijo predstavljati zares ključen pomen ortodoksnih Judov, ki jih je približno dober milijon v Izraelu, živijo nekakšno vzporedno, popolnoma drugačno življenje od tipičnih, morda bolj sekulariziranih Izraelcev, skrbijo pa tudi za nekakšen verski naboj judovske države, da v resnici Izraelu lahko rečemo judovska država, ki je torej razpeta na eni strani med demokratičnimi načeli Zahoda in na drugi strani med spoštovanjem demokratičnih vrednosti samega judovstva. Zdaj, kakšen je sploh vpliv judovstva na politični sionizem? Najprej morda izraz sionizem, ki je marsikomu morda v nekem širšem smislu precej tuj ali pa se ga celo mnogi ljudje bojijo, v resnici pa označuje preprosto dejstvo, da priznavati judovskemu narodu pravico do samoodločbe v njihovi starodavni deželi. Prvi je uporabil izraz sionizem oziroma Sion Nathan Birnbaum, znani vizionar iz 19. stoletja, ki je potem postavil tudi nek temelj za ideološko jedro države Izrael. Sionisti so v resnici izhajali iz bibličnih izhodišč, ki so jih ponujali judovstvo samo. Torej, v judovstvu, kot sem že na začetku nakazal, ne moremo govoriti o nekej pretirani ločenosti med narodom in religijo, vendarle je to vse skupaj precej povezano. Gre za enotnost med tema dvema pojmoma. Božje zapovedi so bile Judom po njihovem varovanju razodete na gori Sinaj, obenem je Bog izraelskemu ljudstvu obljubil ta erec, v katerega tudi že kolega Hajdinjak omenil, torej to biblično razsežnost, to domovino, ki je bila močno zasidrana v Judih, ki so živeli razkropljeni po celem svetu v diaspori. In te doktrine so se v resnici tudi sionistični voditelji, ki so želeli osnovati judovsko državo, še kako dobro zavedali. Naj preberem eno zanimivo misel judovskega vizionarja Izaka Rilfa: če si Jud, bodi v celoti. To je resnična beseda osvoboditve in odrešitve.
Bodi Jud s telesom in dušo, z lastnino in krvjo, z glavo in srcem, z nacionalnim ponosom in stremljenjem po obnovitvi lastne države v deželi prednikov. In mislim, da ta misel je v samem tudi kontekstu različnih združevanj Judov po vsem svetu še kako odzvanjala in na koncu potem tudi odločitev o domovini judovskih prednikov pregnjačila. Zdaj, sam vzpon sionističnih idej pa je tudi sovpadal z pričakovanji, ki so jih v 19. stoletju imeli Judje, namreč nasprotno kot pri kristjanih, ker imamo Mesijo, Judje še pričakujejo, torej v bistvu govorimo o nekem mesijanskem pričakovanju odrešenika, in to eshatološko pričakovanje je v bistvu neobhodno povezano z pokrajino Izrael oziroma tudi neposredno z Izraelom. Vendar, če morda v samem začetku izpostavim tudi eno dejstvo, da iz tega teološkega vidika je sionski grič v Jeruzalemu predstavljen v resnici kot nekakšen transcendenten kraj, ki ga bi konec koncev dočakal vsak Jud, judovski narod, ko bi dočakali konec sveta. To je že tudi kolega pred mano nekoliko nakazal, pa vendarle v samem začetku, torej ortodoksni Judje, sionizem niso nekako razumeli kot nekaj, kar bi lahko sprejeli, saj so kot pravoverni Judje verjeli, da možnost prihoda Mesije lahko dočakamo le z zglednim življenjem po postavi, vrnitev v sveto deželo pa kot neko bolj teološko dimenzijo svojega hrepenenja. Vendar nek preokret seveda tudi stara celina doživi z antisemitskimi pogromi, pokoli in z vrhuncem nenazadnje v holokavstu. Takrat se tudi pravoverni Judje počasi začnejo zavedati, da enostavno je Palestina edina izhodna točka za marsikoga in da je to nek varen pristan, kjer bodo lahko Judje gradili svojo državo. Ne smemo torej niti zanemariti dejstva, da pokrajino Palestino ali sveto deželo v toku zgodovine Judje niso nikoli povsem zapustili. Zmotno je prepričanje, da so kar naenkrat odšli in se potem kar vsi vrnili. Mnogi so denimo v 7. stoletju tudi celo sprejeli islam, skratka, tudi ko govorimo širše v izraelsko-palestinskem konfliktu, so določene zadeve žal lahko ali pa mejijo celo v bistvu na bratomorno vojno. Zdaj, po padcu drugega templja leta 70 našega stoletja, torej govorimo o 1. stoletju, so se nekateri Judje iz pokrajine preselili v diasporo, kot sem nakazal, spet drugi so torej v ideji ostali. V 19. stoletju je prav zanimivo, leta 1880 so Judje v Jeruzalemu predstavljali več kot polovico od skupno 30.000 prebivalcev tega mesta. Vsekakor je mogoče sklepati, da tudi sionisti, ki so potem razvijali to idejo o judovski samoodločbi, niso mogli, ne da bi upoštevali torej te teološke dimenzije judovstva, torej judovstva nikakor niso izključevali, temveč so se trudili, da bi ga z nekim vztrajnim trudom vključili v kontekst svoje ideologije. Če se zdaj pomaknemo morda v čas nastanka judovske države in moči ortodoksnih verskih strank v Izraelu, ta ni zanemarljiva, ampak če začnemo pri 14. maju 1948, ko so Judje po koncu britanskega mandata v Palestini razglasili neodvisno državo in ko je bila sprejeta ta famozna resolucija 1881, kjer je bilo torej ozemlje razdeljeno med Jude in Arabce. Arabci so resolucijo zavrnili, Judje so jo sprejeli. Skratka, po tej razglasitvi neodvisne države in napadu arabskih sil in potem zmagovitem triumfu Izraela je v bistvu na nek način tudi ta 24. maj 1948 pomemben, ker simbolizira tudi začetek razvoja izraelske politike, ki so jo zaznamovali različni, torej sionistični tokovi, od socialističnih, religioznih, nacionalističnih, skratka. Sprva so sicer dominirali v izraelski politiki pretežno sekularni socialistični voditelji, govorimo o 30 letih levosredinskih vlad, je pa sionistična aktivnost, ki je bila tako dokončno preusmerjena v novo nastali Izrael, ki je takrat štel okoli 650.000 ljudi, nekako se začela na novo rojevati. Že prve volitve
1949 in vstop levosredinske vlade z Davidom Ben-Gurionom ortodoksnih strank je nakazal na to, da bodo očitno imele ultraortodoksne stranke pomembno vlogo tudi na političnem parketu, kot je razvidno iz poročil izraelskega parlamenta Kneseta, so na prvih volitvah, kjer je bila 87% volilna udeležba, 4 združene stranke ortodoksne se povezale v Združeno versko fronto, ki je dobila 16 poslanskih sedežev, kar je kar dober rezultat v 120-članski skupščini oziroma pozneje Knesetu. Zdaj parlament je dobil ime po veliki skupščini še iz časa antičnega Izraela. Če pa se osredotočimo torej na te predstavnike ortodoksnega judovstva, ki so se torej povezovali v ta ortodoksni tabor, lahko že govorimo tudi o prvih velikih uspehih, že o prvi in drugi izraelski socialistični vladi. To so torej določene pravice, ki so jih izbojevali in zajemajo neposredno torej volilno telo pravovernih Judov v Izraelu. Torej, eden takih primerov je zagotovo verska avtonomija, ki je segala v izobraževalni sistem, torej ješive, prišlo je do tudi stalne preložitve služenja vojaškega roka za ortodoksne Jude, čeprav se danes imamo celo tudi trend tega, da se določeni ortodoksni Jude odločajo, da vstopijo v vojsko, ampak ni pa nujno oziroma nimajo teh zahtev, tako kot tudi Arabci, Druzi, Čerkezi in ostali manjšine ne. Je pa to nek odraz moči ortodoksne tradicije, ki pa je že segala v čas pred nastankom Izraela. Zdaj, kot vidite, lahko tukaj na sliki zgoraj imamo sliko 14. maja 1948, spodaj pa je slika iz leta 1922, v Katovicah je bila slika posneta, kjer so se že združili prvi neki resni torej zametki ultraortodoksnega združenja, ki je pozneje se razvilo v politično stranko Agudat Israel ali Zveza Izraela, ki je združevala evropske pravoverne Jude tedanje, ki so potem se tudi pozneje v Izraelu politično udejstvovali. Sprva, kot smo omenili, so torej nasprotovali sionizmu, s tem nasponom nacističnega terorja pa so vse bolj razumeli tudi sami pomen ustanovitve države Izraela. Morda je tukaj še pametno omeniti, da se je do vrha utopitve odnosov s sionisti prišlo prav na dan te izraelske neodvisnosti. Zdaj mislim, da na tej sliki ne vidimo, ampak med podpisniki deklaracije je tudi Rabin Levin, ki je predstavnik ortodoksnega kroga in kot podpisnik deklaracije o neodvisnosti izraelske suverenosti je v resnici tudi strani judovske ortodoksije dal pečat za nastanek sodobne države Izrael, ki je letos praznovala 75 let obstoja. Zdaj, če se nekoliko pomaknem naprej, po hitri politični uveljavitvi in izbojevanju določenih pravic so se ortodoksni Judje nekako počasi tudi malo umaknili iz pozicije v opozicijo. Leta 1952 so zapustili levičarsko koalicijo, leta 1956 je morda tudi zaradi tega kot neka protiutež nastala še ena desnosredinska stranka, Mafdal ali Nacionalna verska stranka, ki pa je predstavljala bolj interese konzervativnih, nacionalnih, pa tudi pravovernih Judov ter novih judovskih priseljencev. Stranka je sodelovala tako z levimi kot z desnimi vladami vse do leta 1992. Zdaj, ultraortodoksna Agudat Israel je po 25 letih opozicije znova stopila v vlado leta 1977, ko Izrael dobi prvo desno vlado pod vodstvom Menahema Begina. Skratka, in prav ortodoksni tabor je z določeno finančno podporo se okrepil in znova tudi pripomogel k nastanku verske zakonodaje, tako da lahko govorimo o nekem ključnem pomenu. Zdaj pa glavni preokret se je zgodil nekje v 80 letih. Vemo, Judje so tudi etnično razdeljeni, Aškenazi, Sefardi, Mizrahi in tako naprej, torej različne denominacije glede na background, odkot prihajajo, in vedno so v teh političnih krogih smo govorili o neki politični dominanci Judov Aškenazov, torej evropskih Judov, ki so prihajali iz srednje in vzhodne Evrope, kar pa je močno segregiralo na nek način, če smo čisto iskreni, mizraške in pa sefardske
Jude, predvsem njihovo politično udejstvovanje. To so Judje, ki so prišli bodisi iz Bližnjega vzhoda, Magreba, govorimo o Sefardih, ki so prišli iz Otomanskega imperija, Španije, Balkana in tako naprej. In tukaj je potem tudi prišel en preokret. Sefardski volivci te stranke Agudat Israel niso imeli nikoli niti političnega kandidata, so se odločili, da se povežejo in ustanovijo nacionalno sefardsko ortodoksno stranko, stranko imenovano Šas. Ta je, če bi nekako prevedel, gre za varuhe Sefardov, in že na prvih volitvah leta 1984 so osvojili 4 sedeže, kar je bil dober dosežek. Največjega so sicer dosegli leta 1999, ko so osvojili 17 sedežev v Knesetu in so se pridružili levosredinski koaliciji pod vodstvom Ehuda Baraka. Skratka, imeli so vedno moč, znali so se vključevati. Zdaj, naslednja denominacija iz tega Agudat Israel je nastala stranka United Torah Judaism in danes govorimo, ko govorimo o aktualnem političnem udejstvovanju ortodoksnih Judov, govorimo o dveh ključnih strankah, torej stranka Šas in stranka United Torah Judaism. Obe nekako dosežeta od 7 do 12 poslanskih sedežev, poslanskih mandatov v 120-članskem Knesetu, sta si med seboj na nek način tekmeci, na nek način pa tudi partnerci, saj se ohranjata neko željo po verskem značaju Izraela in predvsem zagovarjata interese ortodoksnega kroga prebivalstva, pa tudi deloma nacionalnih krogov. Zdaj, v zadnjem času se torej, kot smo že omenjali, pridružujeta desnemu bloku strank pod vodstvom Benjamina Netanjahuja in njegove stranke Likud. Velja izpostaviti, da so interese verskih ortodoksnih skupin v izraelskem političnem prostoru seveda predstavljali tudi druge stranke. Naj omenim le Mejmat, Noam, Judovski dom pa Nacionalno združenje, vendar nikoli tako dobro ali tako izrazito, kot so to počele in še počnejo s tem določenim volilnim telesom prav stranki United Torah Judaism in pa Šas, torej združeni v Tori. Tako da, ko govorimo o nekem političnem udejstvovanju, je vse danes zreducirano predvsem na osebnost, ki jo vidite na zaslonu. Gre za dolgoletnega premierja, voditelja z najdaljšim stažem v zgodovini države Izrael, torej Benjamina Netanjahuja. Zdaj, če grem spet mogoče malo bolj širše, judovstvo je kot religija pustila torej močan pečat v sodobni zgodovini političnega udejstvovanja Judov. Brez verskega naboja v bistvu ne moremo govoriti tudi o nekih sodobnih trendih demokracije Izraela, zato je tudi ta aktualna vpetost religije v sodobni družbeni in kulturni prostor še kako pomembna. Vsekakor je vpliv verskih ortodoksnih strank v judovski državi zelo močan, se krepi, utegne se še povečati zaradi takšnega demografskega prirasta med haredskimi skupnostmi. Na vsake 4 leta je tako pričakovati, da bi stranka United Torah Judaism, UTJ, s kratico, pridobila dodatni sedež. To pomeni, da bi denimo do leta 2034 imela nekako 11 poslancev v parlamentu, prav tako stranka Šas še kakšnega več. Saj stranka Šas zagovarja tudi odprtost do volilnega telesa, kjer ni ta nenujno ortodoksni del družbe. Pretežno pa gre torej za tradicionalne Jude sefardskih in mizraških korenin, tako da so politične sile v Izraelu tudi glede na etnijo, glede na poreklo precej dobro razporejene in precej dobro zastopajo torej izraelsko volilno telo. Velja pa tudi en zanimiv rek, 2 Izraelca, 3 stranke, še kako so ljudje v Izraelu tudi v zadnjih letih precej polarizirani glede različnih družbenih vprašanj. V glavnem jih povezuje to, ali je torej dolgoletni premier Netanjahu, ki ga vidimo na sliki, še zmožen opravljati funkcijo premierja ali ne. Veliko masla ima na glavi, hkrati pa je tudi človek, ki je pustil močan pečat tako na družbenem kot na gospodarskem in diplomatskem področju za državo Izrael. Zdaj, če se vrnemo morda še na kratko prav na ortodoksne Jude, glavni očitki moderne izraelske družbe letijo prav na izborjene privilegije teh ortodoksnih Judov, nesluženje torej vojaškega roka, avtonomija v izobraževalnem sistemu in močna finančna podprtost strani države. Judovska država tako ostaja v resnici razpeta med temi majhnimi svetovi, ki ga na eni strani ponazarja gospodarski razcvet, liberalno družbena odprtost in sekularizacija,
ter v bistvu žlahtni nacionalizem, konzervativnost in močan verski pridih edine bližnjevzhodne demokracije. Zdaj pa za konec bi predlagal, mislim, da mi je ostalo še nekaj minut, da si pogledamo kratek izsek iz dokumentarnega filma, ki ga je tudi doktor Samo Skrlovnik omenil in tudi sam nastopal v njem, ko smo se dotaknili tudi pomena ortodoksnega kroga Judov v Izraelu. Pravica do vrnitve oziroma priseljevanje v Izrael je še danes urejeno z zakonom o vrnitvi. Judovski zakon o vrnitvi določa, da ima pravico vrnitve v Izrael vsak, ki ima enega starega starša Juda. To je zlasti zanimivo ali, bom rekel, treba poudariti pri obravnavi Judov iz nekdanje Sovjetske zveze. Rekli smo, da se jih je priselilo več kot milijon, skoraj 1,5 milijona. Ocene so, da vsaj 300.000 jih je bilo takih, ki z judovstvom nad skupnega niso imeli. Ta proces je pripomogel k še večji sekularizaciji izraelske družbe. Poleg krvne identitete pa se v Izrael lahko preseli tudi tisti, ki sprejme judovsko vero in sam postane Jud. Kar pa zlasti odklanjajo ortodoksni oziroma pravoverni Judje, ki v nasprotju s progresivnimi, liberalnimi in sekularnimi Judi živijo povsem ločeno življenje. Ne služijo obveznega vojaškega roka, se redko vključujejo v sodobno izraelsko družbo in skrbijo za verski značaj države. Je to edina uradna struja, judovska struja, ki jo priznava država Izrael danes. To pomeni, da je sicer manjšina, po eni strani, saj ko govorimo o ultraortodoksnih, se pravi Haredi Judih, ki pa ima izjemno moč, tako na religioznem področju kot na političnem. Recimo na religioznem področju se to kaže v tako imenovanem rabinskem sodišču ali rabinatu, ki ima monopol nad določenim urejanju nekaterih področji življenja, kot je recimo poroke, prehrambene navade oziroma običaji, kašrut, navodila glede oblačenja, obnašanja, recimo spoštovanje sobote. Dilema, ali bo soboto recimo vozil javni transport v Izraelu ali ne. Po drugi strani pa tudi v političnem oziru so bile stranke, ki predstavljajo te ortodoksne in ultraortodoksne skupnosti, dostikrat tisti jeziček na tehnici, kot se reče, ki je prevesil politično pokrajino v eno ali drugo smer v Izrael. Njihova populacija narašča, med moderno izraelsko večino, ki živi podobno kot v Evropi, niso najbolj priljubljeni. Can be a Jewish state, but not according to the Torah rules as they want to take us 2000 years back. We want to be a modern country. We don't want to end up as, Russia with Putin. Oba judovska svetova, moderni in tradicionalni, pa skupaj tvorita 3/4 9-milijonske izraelske družbe. Ob njima sobiva še en majhen svet manjšin, ki ga tvorijo pretežno Čerkezi in Druzi. Upam, da nisem vam preveč časa utrgal in da ste si morda tudi kaj novega tudi utrnili ob misli na aktualno dogajanje trenutno v Izraelu in na palestinskih območjih. Najlepša hvala.